Dobrodošel v dnevnem podkastu, kjer raziskuješ najpomembnejša vprašanja življenja skozi misli in nauk starih stoikov, kot so Seneca, Epiktet in drugi. Vsak dan ti prinaša novo lekcijo o življenju, prilagojeno za človeka v modernem času. Današnja stoična misel je od Marka Aurelij, meditacije. Medtem ko je res, da lahko nekdo ovira naša dejanja, ne morejo ovirati naših namer in naših odnosov, ki imajo moč, da so pogojne in prilagodljive. Kajti se prilagodi in preoblikuje vsako oviro na svoji poti v sredstvo za doseganje cilja. Tisto, kar je ovira za dejanje, se spremeni v spodbudo za dejanje. Ovira na poti postane pot. Konec citata. Sledi kratka razširitev te misli za modernega človeka. Zanimivo je, kako Aurelijeva modrost preživi skozi stoletja in ostaja tako relevantna danes. Pravzaprav pravi, da se ne smemo osredotočiti na ovire, ki jih življenje postavi pred nas, ampak jih moramo prepoznati kot priložnosti za napredek in rast. Recimo, da vas je šef pravkar prosil, da prevzamete nov, velik projekt. To vas sprva prestraši, ker menite, da nimate potrebnih veščin ali izkušenj. A namesto, da bi se ustrašili in se umaknili, bi to lahko obravnavali kot priložnost. S tem projektom se lahko naučite novih veščin, pridobite dodatne izkušnje in se dokažete v podjetju. To, kar je na prvi pogled videti kot ovira, se v resnici spremeni v priložnost za rast. Ali pa, če ste na primer tekač, ki se pripravlja na maraton. A potem se poškodujete in ne morete več teči. To bi lahko videli kot nepremostljivo oviro. Vendar pa se lahko namesto tega odločite, da boste to čas izkoristili za krepitve svoje moči, za izboljšanje prehrane ali celo za delo na mentalni pripravi. Tako se ovira spremeni v korak naprej. Nauk Aurelijevih besed je preprost, ovire niso tam, da bi nas zaustavile. So priložnosti, da se prilagodimo, se naučimo in rastemo. So preprosto del naše poti. Kot pravi Seneca, nič ne osrečuje toliko kot ljubeča in zvesta prijateljstva. Zato podeli to epizodo z nekom, ki ti je blizu in ne pozabi slediti podkastu, da boš lahko obveščen, ko bodo objavljene nove epizode starih modrosti stoikov. Želim ti polno preizkušenj in poguma v tem dnevu.